Pozdravljeni v podcastu Kajakaške zveze Slovenije. Danes gostim bohinjskega trenerja Andraža Nahtigalja. Z Andražem sva tudi sodelavca, skupaj delava v razvojni skupini U16 za mirne vode. Tako da moram povedati, da sem kar komaj čakal, da se dobiva na enem takem podcastu, da se malo predebatirava še enkrat, kako tudi mi dva delava skupaj, ne. Moram reči, da mi je meni v čast pa veselje delati s tabo. Si zelo dosleden, imaš red, tudi odgovornost, tako da hvala, no, ker lahko pač sodelujeva. Drugač, Andraž, si trener v Bohinju. Jaz sem te pa prvič srečal že kar nekaj časa nazaj, takrat si bil v eni drugi vlogi, a ne. Bil si z plavalci na Mostu na Soči, sicer pa se ukvarjaš res veliko športi, a ne, od smučanja, mislim, da si celo gorski reševalec, tek na smučeh, kolo, nekaj ti sledim na Stravi, ti lajkam vsak tok časa, si zelo aktiven. Tako da bi prosil, no, sicer hvala, ker si vzel tudi čas, no, danes, sicer zdaj sva že skoraj več kot eno uro pa pol pred tem, ko sva začela snemati, sva tudi delala, usklajevala sva urnike v 16 ekipe za, se pravi, letni plan, sva podelala, kmalu bo tudi prvi trening, skupno druženje. Tako da hvala, da si še malo podaljšal na en sestanek, pa da lahko še to malo posnameva, da vrževa še eno debato. Prvo bi poprosil, če se malo predstaviš, no, kako si s športom, kako si kot trener. Ja, hvala tudi tebi za vabilo. Ja, tako kot si rekel, no, sva se srečala, ko sem bil še v vlogi nekega turističnega vodnika, na to je moglo biti že več kot 10 let nazaj. Ko sem zaključil na fakulteti, pa tudi že prej vmesno, sem večino delal v turizmu, kot pač v športnem turizmu. V Bohinju je to nekako velika potreba in od vodnika raftingov do planinskega vodnika, tudi vodnik terenskega jahanja sem bil. In no, takrat, ko sva se srečala, pa nek vodič plavalcev, plavalnih skupin, smo hodili po Sloveniji in iskali vse raznorazne vode, ki se jih da preplavati. Tam sem jaz sicer bil na čolnu in spremljal te skupine, ljudje so pa pač preplavali raznorazne razdalje in dolžine in tople in mrzle vode. Tako da tudi zanimiva stvar, no. Zdaj sam sem se tako rekoč ukvarjam z veliko športi, predvsem zunanjimi. Že v času na fakulteti za šport sem se predvsem usmeril v pohodništvo, gorništvo, v alpinizem, veliko po hribah hodil, pozimi smučal, plezal, poleti tudi plezal v skali, pa pač gorsko, višje gore tudi nekaj višje gor tudi osvojil, Mont Blanc pa Elbrus. No, potem se je ta alpinizem pa pohodništvo pa gore so se majčkeno umaknile, pa je prišlo bolj na vrsto kolesarjenje, pa tek na smučeh. V zadnjem času se bolj pač poleti s kolesarjenjem, pozimi s tekom na smučeh zamotam. Seveda pa tudi še kaj po hribih okoli skačem. Malo za svoj vesele, morebiti pa skoraj da več v vlogi reševalca, kot si omenil. To sem že, mislim, da že 18 let. Vsako leto imamo več nesreč in je kar precej dela tudi tukaj. Seveda je to prostovoljno in grem lahko takrat, ko imam čas. Vemo, da je kajakaška sezona poleti kar naporna pa zahtevna, da vzame dosti časa, tako da
Zadnje 8 let, odkar sem v kajaku, je tega reševanja majčkeno manj. Prej sem pa kar veliko več bil udeležen v teh nesrečah, pa pomagal zdaj pač toliko, kot mi dopušča čas. Je pa glavnina teh nesreč v poletnem času, ne. Mislim, da smo lani naredili okrog 90 do 100 reševalnih intervencij v celem letu, in kar zaposleni. Je pa tako, no, zdaj v kajaku od tako rekoč zdajle, ko smo marca, pa nekje do septembra se vse skupaj zelo popestri, zelo veliko dela je v sezoni, v zimskem času pa pač majhen lažji so samo treningi. Zdaj si bojo pa kar sledile tekme, priprave, treningi, tako da je poletje pač majhen bolj obsežno kot pa sama zima. Ja. Okay, se pravi, če prav razumem, ti si se že od majhnega ukvarjal v bistvu s vsemi temi športi, bil si pač prilagojen tam okolju, ne, bolj hribi pa plezanje pa te stvari. In to te je v bistvu pripeljalo na fakulteto za šport, ali si tudi kaj tekmoval pa? Ja, v bistvu spustil sem en šport, ki sem ga gojil kot otrok, rečeva, no, v osnovni šoli sem 7 let treniral hokej. Potem konec osnovne šole, oziroma mislim, da sem bil glih prvi letnik, sem to zaključil. Je pa nekako doma bilo tako, da je starata je bil alpinist, mama je zelo rada hodila po hribah in sem kot otrok velikokrat z njima okrog šel, sta me peljala povsod, no, tudi na Triglavu sem bil že kot, mislim, da 7 let star. Seveda z atama, ne. In poleg hokeja je bilo to tista neka rekreacija, pa prosti čas, ki sem ga preživljal z družino. In to je nekako ostalo, no. Zdaj pojti z hokej sem nehal, srednja šola je bila, dajva reči, malo bolj nešportno usmerjena, sem pač šel tam čez, pa tiste žure skozi dal, ki jih je prav, da jih vsak najstnik da, rečeva. No, potem, ko sem šel pa na faks, sem se pa nekako vrnil k tej ljubezni do hribov, rečeva, ne. In od tam naprej potem začel s to rekreacijo. Zdaj, samo tekmovanja, okej, seveda na hokeju smo tekmovali, ne, je bila pač normalno, vse smo imeli tekme, hodili v tujino, tekmovali z ekipo na slovenskem pokalu in tako naprej. Potem pa v bistvu vse skupaj nekako v smislu neke rekreacije. Tudi sam kajakam sem se začel šele takrat ukvarjati, predvsem zato, ker me je zanimal triatlon jeklenih. Takrat v Bohinju še ni bilo kluba in sem jaz nekako, tako kot vsi ostali bohinjski triatlonci, kot samouk, se s tistim čolnom, takrat smo večina bili v spustih ali pa v nekih sijakih, nekih takih kopijah morskih čolnov, veslali po jezeru in pač poskušali tisti jezer preveslati čim hitreje, zato da si bil nekako na triatlonu jeklenih konkurenčen. No, to mi je bila ena taka, rečemo, odskočna deska v kajaku. No, potem po tistem naprej se je pa v bistvu šele vse skupaj začelo dogajati, kar se tiče bohinjskega kajaka, tako kot danes se zgleda. Nekaj drugih tekem pa seveda sem nabiral izkušnje tako na kolesarskih, na raznih maratonih, od Franje do Alpe maratona in tako naprej. Zdaj letošnjo zimo recimo sem nekaj tekem opravil na tekaških smučeh, glih 2 dni nazaj smo bili na Pokljuki. Seveda tudi z otroci, s tekmovalci kajakaši so nastopili. Zraven mene v vrsti smo stali skupaj na štartu in vsi skupaj oddirkali. Kako je bilo? A te je kdo prehitel ali še ne? V kategoriji še ne. V kategoriji mi je uspel zmagati, no skupno sta pa bila 2 hitrejša. Sem kar bil presenečen pozitivno nad rezultatom, no nisem pričakoval, da bom zmagal kategorijo.
Ne, hočem reči od tvojih tekmovalcev, se pravi, Od otrok. Baber ali pa, ja, se niso več Ja, otroci. ne, to pa še ne, to pa ne, bojo pa Se mogli ne še kar. pustiš. So bili pa pridni, no. Mislim, nismo tudi tekmovali na isti razdalji, oni so bili na 10 km, jaz sem šel 21, ampak štart je bil skupinski, ne? Tako da smo se skupaj ogreli, skupaj naredili taktični plan, se pripravili in skupaj štartali, potem je pa vsak svojo progo oddelal. So bili pa zadovoljni, utrujeni, je bila kar dolga tekma, ker je bila večkrat so bile slabe razmere, čeprav se je dal vseeno lepo, sneg je bil pač moker in posledično temu majhen bolj počasen in taka dolga tekma traja še majčken del, tako da pride malo bolj naporno vse skupaj, ampak na koncu super, zadovoljni, veseli, nova izkušnja. Ja, sej prejšnji teden smo bili skupaj na Pokljuki, ker je bil zimski pokal slovenski. Sicer je bil bolj prvenstvo vašega kluba, ne? Ker ste res v tem res dobri. Sem pa, ja, je pa počasen sneg, ja. Tudi jaz sem kdaj šel tekmovati na 21 km in v takem počasnem snegu se pa zdaj ne bi upal. Je kar naporno. Ja, se kar pozna, ja. No, prejšnji teden je bil ta slovenski pokal mogoče še slabši, ker je bilo mehko, a ne, zdaj to nedeljo je bil vsaj nekak sneg trd, je bil frišen, ampak moker, tako da se je zbil. Prejšnji teden, ko so pa naši otroci tekmovali, na srečo so imeli 2-3 kilometrske kroge, odvisno od kategorij, je bilo pa vse skupaj gnilo, rečemo, tak gnil sneg, mehek, ki je pa poleg tega, da je počasen, se pa še vdira in se je težko. Ampak so tudi Primorci, ki so prvič prišli na smučke, so se spopadali in pretekli progo in eni bolj, eni manj utrujeni, ampak nekako naredili, opravili, veseli, končali. Je bilo v redu, no, tudi nekih, mislim, da čez 50 tekmovalcev, kajakašev smo uspeli privabiti na Pokljuko. Ja, zdaj, Bohinjci smo bili spredaj, tako kot praviš, ampak mi imamo konec koncev sneg doma, ne, letos sicer bila slaba zima, ampak ponavadi je tako, da čez zimo dosti tečemo in je razumljiv, da se Primorci ne morete z nami na smučkah kosati. Nam boste pa na vodi vrnili. Ja, bomo probali, ja. Ampak se ne date, vem, sploh proti koncu poletja, ne, vam gre zmeram boljš, vi imate zelo specifično pozimi, pač ne morete veslati, ne, za razliko od Kopra, pa Mosta na Soči, pa tudi Ljubljane, ne, spravljate čovne na zimovanje, ne. Ampak da bi še malo kasneje. Zdaj, ti si, se pravi, potem si končal DIF, ne? In si nekaj časa še delal za te agencije, tudi z Martinom Strelom še sodeloval, ne, tam so se tudi srečala prvič, ali s podobnimi agencijami, plavalskimi pa razne stvari, ne. Potem si pa tudi nekaj časa delal v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Tolminu, ne, ali tudi še kje drugje. Vem, da lani, ko smo bili z ekipo tam, so te bili vsi veseli, Andraška, prid nazaj. Si kar pustil v tistem, koliko časa si pa v Centru šolskih in obšolskih? Sem bil, mislim, da skoraj 2 leti. To je bilo, v bistvu po zaključeni fakulteti sem šel najprej v šolo za 1 leto, tam opravil pripravništvo, nekaj še podaljšal, no, majhen več, ker se je tako izšlo z nekim bolniškim, pa tista učiteljica, ki mi je bila mentorica, je imela eno operacijo za opraviti in je potem izkoristila priložnost, pa sem jo potem naprej še nadomeščal, tako da sem bil dobro leto v šoli, sem tam nekaj izkušenj dobil. Potem me je pa skozi mikal ta Center šolskih in obšolskih dejavnosti, ker sem že v času študija tudi majhen sodeloval z njimi kot učitelj smučanja, in pa tukaj v Bohinju eno krajšo bolniško, mislim, da tudi okrog 2 meseca zamenjal in sem se spoznal s tem delom. Mi je bilo pa predvsem to všeč, ker je veliko bolj
veliko več se dogaja zunaj, no, kot pa v šoli. Tako rekoč so vse aktivnosti zunanje, športne stvari se dogajajo na kolesu, na čolnih, peš. Zdaj v Tolminu sicer ni smučanja, no, v Bohinju je bil, ampak pojavila se je priložnost, zdaj z Bohinja do Tolmina je po eni strani zelo blizu, po drugi strani pa zelo daleč. Jaz sem se pač vozil na vse možne načine, nekaj z avtom, kar mi je vzel približno 1,5 ure v eno smer. Zdaj, če je bila možnost z vlakom, je bilo vlaka za pol ure, s tem, da sem rabil potem še njih 10 minut do vlaka, pa 10 minut od vlaka do službe. Kar nekajkrat sem šel tudi s kolesom, to mi je vzel recimo, da tam slabe 3 ure v eno smer, ali pa med 2,5 ure pa 3 ure, odvisen, koliko sem bil pripravljen. Tako da nekaj časa je šlo, a ne? Slabe 2 leti sem vztrajal in hodil pač v Tolmin v službo. No, potem se je pa od te službe naprej se je pa potem že začel v kajaku. Zdaj, lahko vprašam, a ti veš, da se je ustanovil klub v Bohinju? Se pravi, ustanovitelj kluba v Bohinju, slavni Stane Klemenc, ne? Ja. Neverjetna zgodba, kako je on to pelil. Jaz sem bil zraven, sem tudi sledil, ker dostikrat me je tudi vprašal za kakšen nasvet, večkrat sem tudi šel tja pomagati, učiti, no, na začetku sploh prenašati znanja, to, kar sem jaz znal, v bistvu sem pole nekako čez hrib spravil tudi tja v Bohinj na začetku. Spomnim, ja. No, in pa se tudi spomnim, še to, prosti, ker je bil Stane res vesel, ker je rekel, zdaj bomo pa dobili prvega trenerja, ne, tudi pač prav res profesionalnega, ne, prek panožnih šol, ne, in to si bil pač ti, ne. Ja. Zdaj, samo ustanovitev, ne vem čisto točne letnice, ali je 2006 ali je 2007, takrat se je začel, no, v Bohinju okrog tega pogovarjati. Stane je bil seveda glavni pobudnik in mož, na kateremu je vse skupaj zraslo. On je zraven Bohinjskega jezera doma in se je v bistvu spraševal, zakaj tukaj ni kluba, če imamo idealne pogoje za veslati, ne. Zelo rad je veslal, že predtem, ko se je ustanovil klub, se je on s kajakaštvom ukvarjal in pač v njemu je zrasla ta ideja, da bi bilo dobro, če se v Bohinju ustanovi klub. In tako se je vse skupaj začel. Dobil je še, rečemo, enih 5-6 podobno mislečih, ki so mu malo pomagali. In takrat je nastal Kajakanu klub Bohinj. On je vse skupaj zaštartal, od organizacijskih do trenerskih stvari vse je delal. Veliko mu je pomagala takrat partnerka Nevenka, pa nekaj mladih, predvsem takih, ki so nekje po športnih agencijah, rafting pa kajak po Savi Bohinjki vozili, je uspel pridobiti, tako da so se začele te prve skupine otrok, s katerim so poje tako Stane kot vsi drugi mlajši majhen delali. Počasi naredili tudi neke tečaje za učitelje in tako naprej. Jaz sem takrat določene obdobja že sodeloval. Spomnim se ene prvih tekem, ko sem šel z njimi, pa potem nekaj obdobja spet ne, a ne, odvisno od tega, kaj sem delal takrat, pa koliko sem imel časa. Tako da nekih, se pravi, slabih 10 let je šel ta klub zelo, zelo na prostovoljni bazi in Stanetovem velikem angažiranju naprej. Do takrat, ko smo poj uspeli se dogovoriti in tudi dobiti zaposlitev za mesto trenerja, na katerega sem se jaz prijavil, a ne. To je bilo, mislim, da leta 2016, potem od takrat naprej tudi jaz delam kot trener na klubu. Stane je sicer potem majhen popustil, saj mož že majhen v letih, čeprav je še zelo, zelo aktiven.
ampak Prekašal marsikaj stvariš. sigurno še v kjeri, ja. Je še aktiven, no, Ja, mogoče Ja, in ne vem, tudi ampak, še zmeraj sodnica. Pa... ne ukvarja se več z otroci in tako naprej. No. Vesla pa mogoče zdaj, ki še nekako zima v Bohinju več kot mi, ga vidiš na vodi. Tako da je Ne pa prileti mimo s padalom, ne? Ja. Gleda jezer iz gladine, iz višine, iz vse povsod. Neverjetno. Ja, tako no, on me je nekako vpeljal v trenerstvo kajakaštvo, tudi naučil, seveda prve kajakaške osnove sem pri njemu dobil. Skupaj sva potem delala nekaj časa, mi še pomagal, oziroma najprej sem jaz njemu, potem je on meni in potem so se tako nekako te stvari zasukale. Tako da vsi ti začetki so v bistvu zahvala Stanetu. Tako z moje strani, kot iz vsega bohinjskega kajakaštva in kluba Bohinj in tako naprej. Ja, res neverjetno. Mene je predvsem tudi to fasciniralo, kako je ali pa ste ali pa so tudi ogromno tudi Nevenka tudi še zdaj pri sodnikih, pa tudi neki pomagajo še pri mlajših, se mi zdi. Ne? Ampak predvsem privabili tudi te rekreativce, da so prišli zraven v klub in pomagali z otroci in se mi zdi, da to je bila res dodana vrednost. No, in koliko je zdaj še tega, ne? Vse tam te poti grejo rahlo bolj, ko se klub specializira, dvigne nivo, ne, potem počasi odpade. Zdaj, če sem res iskren, ja, je mogoče trenutno med rekreativci majhen manj zanimanja, kot je bilo včasih tam v teh časih, ko sta bila Stane pa Nevenka najbolj aktivna. One dva sta res znala poskrbeti za vse. Tako za najmanjše otroke, ki so prvič se usedli v čoln, kot za take, ko so že znali veslati, pa že šli na mednarodno tekmo, pa že dosegli kakšen rezultat. Za tečaje odraslih začetnikov, za rekreativce, nadobudne triatlonce, ki so hoteli izboljšati svoj veslanje. Zelo sta bila, pač veliko sta delala, no? In na ta način je bilo res veliko življenja tudi v klubu. In ti rekreativci so se takrat kar množično udeleževali in treningov in pač rekreativnih dogodkov, druženj v klubu in tako naprej. Je pa res, da je nekako z roko v roki gre kajak klub pa triatlon jeklenih. In recimo, ko sem jaz prvič štartal triatlon jeklenih, to je bilo glih v tem času, ko se je tudi kajak klub ustanovil, oziroma majčkeno kasneje. Sem imel številko 133, pa ne vem, a sem bil zadnji prijavljen, lahko da, ampak vsaj 133 tekmovalcev je bilo takrat na štartu triatlona, kar je več kot pol več kot pa zdaj. In to se nekako tudi pozna na številu rekreativcev, ki so trenutno aktivni v klubu. Se pravi, včasih je bilo 10-15 bohinjcev na štartu triatlona, danes so pa 3-4, in to se pozna. Je vseeno le ta veslanje toliko povezan en z drugim, da ima pač vlogo. In zdaj majčkeno je triatlon izgubil na popularnosti, enak pa s tem posledično tudi majhen veslanje pri nas malo upada. Tudi recimo tečaji včasih so bili polni, zdaj jih nekako izpeljemo recimo s polovično udeležbo, kar razpišemo mest. Predvsem zaradi tega, ker je toliko manj triatloncev zainteresiranih za včasih so se pač vsi hoteli naučiti veslati zato, da bojo boljši na triatlonu. Zdaj je tega malo manj. Ja, se spomnim, še na most so se hodili učiti. Te biatlonci tudi, ki so hodili, so bili zelo dobri, Sam jim je manjkalo pa v veslanju. Jaz sem bil parkrat na temu triatlonu jeklenih, Mislim, da sem bil prvič leta 93. Ja.
Ja, je bila že ta verzija Vodnikove. do Vodnikove. Ja, ja. Aha, Smo bili s specialkami, smo šli do Rudnega polja. aha, ok, se pravi po asfaltu okrog. Ja, lih ima makadamca bilo vmes. No, to je bila Je tista pometalo plombe ven. Ja. To je bila druga Se v verzija, kajaku, ja. jaz sem Zdaj takrat je gorska kolona, ne? Ja, vem, ja. Že, ja, ne vem, 20 let mogoče. Ja. Ali pa še več. Jaz spomnim se moje prve tekme, sem v kajaku zmagal, sem pa iskal kolo, sem ga izgubil tam, ker sem ga jaz postavil, še ni bilo gužve, ne. Sem prišel ven, je bilo tam, kako se To bo rekel, vsi zraven dal, ja. 50 koles, ne. Ja, pa je pa klanc prišel, pa ura resnice. Sem Pa tisto ni bil plavo več dol od prvi. spodaj sem požel, no. Ja. Ja. Ok, in potem si v bistvu ti, se pravi, od takrat naprej v bistvu delaš kot trener, imaš bolj kot ne si delal z otroci. Ja. Si približno 30 ali koliko si jih imel, jih imaš? Ja, tudi tukaj so zelo številke, tako gre, a ne, malo gor dol. Zdaj, ko sem začel, ko sem leta 2016 prvo skupino dobil, je bilo, mislim, 9 otrok. Takrat je Stane delal s to mlajšo skupino, ki sem jo jaz poje prevzel. Imeli smo pa še enega trenerja, ki je delal starejšo skupino, Miha Kordež. On je imel v bistvu mladince, pa mogoče, da je bil kdo že kakšno leto starejši kot 18 let. Tako da Miha je s tisto svojo skupino šel naprej, jaz sem pa vzel to Stanetovo skupino mlajših dečkov, deklic. In tle nekako začel potem graditi. Zdaj ta skupina je rasla. Tudi če so bili že stari 13-14, so se še zmeraj kakšni novi najdel, pa se priključili, tako da je na koncu se povečala. Obenem pa v roku leta 2 začel tudi z novo skupino še mlajših začetnikov. In potem te dve skupine nekako vodil, tako da v določenih obdobjih je bilo, ja, recimo okrog 30 tekmovalcev, tako da sem mogel že razbijati na 3 skupine oziroma to pač eno skupino deliti na boljše, slabše in je bilo mogoče že preveč samo zame. S tem posledično, ko imaš veliko otrok, pa če si sam, se pa pozna potem pri kvaliteti, a ne. Pa ni več toliko poudarka na individualnem delu, malo se zgubi vse skupaj, bolj se ukvarjaš s tem, kako sploh speljati tako veliko skupino, veliko težje ti organizirati, bom rekel, te zanimive treninge, ki moraš nekam iti s kombijem ali pa ker imaš pač veliko in potem je tega malo manj. Zdaj, če pa zgubiš na kvaliteti pa na zanimivosti, pa tudi ni več toliko zanimanja, ne? In potem avtomatsko majhen pade dol, no? Tako da zdaj trenutno smo v tej fazi, ko imamo 2 malo manjše skupine, ko spet lahko nekako delam kvalitetno, ko se trudim z obema skupinama, sta glih 2 skupine vsaka za en kombi. In imam dober občutek, no. Zdaj je spet nekako zalaufalo mi tisto, da se lahko s tekmovalci majčkeno bolj osebno tudi jim posvetiš, več je tega prilagajanja med sabo, kaj jim je všeč, kako narediti treninge, kdaj imajo čas zaradi šole in teh stvari in potem vse skupaj majhen bolj malo bolj funkcionira, no. In na ta način se potem to prenese tudi med ostale ljudi, tako da se bo razvedelo in potem pridejo novi, a ne. Ta trend se mi zdi, da zdaj v 8 letih se mi je že ene 2-krat tako majčkeno dvignil, pa majčkeno spustil. Ko jih imaš veliko, je majčkeno težje delati, ko jih imaš manj, je majčkeno bolj kvalitetno.
in potem se to nekako uravnava sprot, glede na to, koliko se otrok hoče pridružiti. Ja, mislim, da v takih klubih, a ne tako, ali pa ka več ali manj vse visi na enemu, ne, čeprav se več ali manj po vseh klubih je zdaj tako, da visi na trenerju, ne, in na enemu ali pa na dveh. In je težko v bistvu kontinuirano zagotavljati in število otrok in kvaliteto in gre to v valovih, ne. Spustiš 2-3 generaciji, da potem nov val pride, če hočeš kar toliko kvalitete narediti, ne. Zdaj, v vseh teh letih ste pa tudi kar nekaj zelo dobrih tekmovalcev, a ne, tudi proizvedli in dali, kako bi rekel, na trg, ali kako se. Šmiti. Ja, zdaj, Šmiti je zelo zanimiva zgodba, ker je recimo Rok je trenutno še zmeraj, rečemo, najboljši bohinjski kajakaš in on je prav tista prva generacija, ne, se pravi, ko se je ustanovil klub, ko je Stane rekel, zdaj bom pa jaz naredil prvo skupino, no in v tistem enem letu je prišlo prvih 10 otrok in tam not je bil Rok Šmit. In še danes je tle, a ne. To meni zelo veliko pove, koliko se je v bistvu trudilo na začetku in dobro delalo, da ti že prvi tekmovalec ostane toliko dolg časa in doseže tako kvaliteto, a ne. Zdaj, najprej je z Rokom delal Stane, pa še veliko drugih trenerjev vmes, no tisto obdobje, ko sem jaz prišel, je bil Miha Kordež, zdaj zadnje leta dela z bratom Janom, poleg ostalih trenerjev, ki sodelujejo skupaj in jima pomagajo, a ne. Je pa še kar nekaj drugih bilo, ne, saj v bistvu s to generacijo Roka Šmita jih je še par tekmovalcev dosegli nivo, ki so lahko tekmovali na mednarodnih tekmah. Tudi potem tam v času Miha Kordeža so bili ena generacija mlajših, recimo to so zdaj fantje pa punce, ki bi bili zdaj tam U23 kategorija, a ne. Tekmovali na evropskih pa mladinskih svetovnih, evropskih pa svetovnih mladinskih prvenstvih. Jaz sem se nekako ves čas držal bolj tam do mladincev, pa potem nekako začenal z novo skupino mlajših, pa te, ki jih je par dobrih mladincev ostalo oziroma šlo naprej, prepustil, da so šli z drugimi trenerji potem resno delati, ker ko je enkrat tekmovalec star oziroma ko gre ven iz mladincev, že prej je treba zelo resno pa veliko, ko je pa enkrat ven iz mladincev, je pa toliko veliko dela, da je v bistvu nemogoč delati na klubu z eno skupino otrok, pa obenem še s takmu tekmovalcem na mednarodnem nivoju po svetu hoditi, po pripravah, po tekmah, ker enostavno ne moreš biti na dveh koncih in potem ne eno, ne drugo ni dosti v redu, a ne, oziroma če se nekam bolj usmeriš, druga stvar toliko bolj trpi, tako da jaz sem se nekako bolj fokusiral na te delo v klubu s skupinami, do nekega nivoja 16-18 let. Ja, sej, verjetno zdaj tam največ težav pride lih tam, ne, konc osnovne šole. Zdaj, Bohinj vemo, jezero je noter med hribi, a ne, srednjih šol tam ni, a ne, v Bohinju. Prva je na Bledu, tam Kranj, Jesenice. Zdaj, ko greš v srednjo šolo, pa hočeš še ostati tekmovalca, ne, tam tudi do Čuloška, ne. Mislim, da imaš za eno skupino lih na tem prelomu, ne. To pa čitno odprto morje ven, ne. Zdaj, ali morajo trenirati na Bledu, kar zaenkrat še ni možnosti, a ne, ali pa se mora vračati domov. Ja, vračajo se. Se pravi, recimo še eno v Kranju ali v Radovljico šol, kako imaš zdaj, koliko časa se vozi domov, da pride pole na trening?
Zdaj, ja, mi smo zelo specifika. Ena stvar je to, kar si že nekaj časa nazaj omenil, da pozimi težko veslamo, čeprav letos je bila taka zima, da se je celo dalo, no, ampak v večini primerov pozimi 2 do 3 mesece ne gremo na vodo. Drug problem je pa zaradi pač mraza, a ne, pa neugodnih pogojev. Drug problem je pa ta prehod v srednjo šolo, ker je prva v bistvu na Radoveljca, no, Bled je že, na Bledu ni nikogar, tako rekoč. Kar sem jaz imel dijakov, da so trenirali, ni noben hodil na Bled. V Radoveljci je nekako najbližja, ali pa Jesenice z vlakom. Trenutno imam pa, se pravi, rečemo 6 mladincev, ki so Strahin, Kranj, Škofja Loka. In to pomeni ob 5 zjutraj vstati na avtobus v šolo in potem tam nekje okrog 3:30 so doma. Zdaj, majčkeno je še različno, če si iz Bohinjske Bistrice, je vseeno majčkeno boljše, kot pa če si iz Koprivnika ali pa iz Stare Fužine. Je še pol ure dal, a ne. In to pomeni, da dejansko pred 5 zelo težko mi naredimo trening, a ne. Zdaj, včasih, ko moramo hiteti zaradi dneva, če hočemo narediti veslanje, se zmenimo, naredimo danes ob 4, zdaj to pa pomeni, da morajo brezjužne priti na trening, a ne. In zdaj, če se zmenimo, pa da se tako zorganizirajo, da grejo po šoli recimo nekaj pojesti, preden grejo na avtobus, se tudi to da, a ne. Pa ne samo to, pač na 100 in en načinov se nekako moramo tako prilagajati. Ena od možnosti je bila tudi Bled, ki si omenil, tudi to smo že naredili, sicer letos nismo tako še delali, no, ampak se spomnim prejšnje leta, da sem jaz imel na kombiju čolne in okrog 2, 3, ko je bilo konec šole, se zapeljal na Bled, ostali so takrat prišli iz različnih koncev, iz srednjih šol na Bled, pa smo tam naredili ob 3 recimo trening, ki se je, ne vem, rečemo februarja nekako dala, ne, da si ujel toliko dneva, pa da je bilo še nekako dosti toplo. Ker če bi naredili ob 4 v Bohinju, je mogoče že prepozen, pa še par stopinj bolj hladno kot na Bledu, no, tako da tudi kakšno tako varianto moramo narediti, pač prilagoditi se razmeram, ni idealno, ta čas moramo majhen pofajtati, ampak imamo pa poleti, pa mi toliko boljše, no, se pa malo tolažim, da tam na morju peče sonce, po Bohinju vse glih verjetno takrat malo bolj prijetno, se da normalno trenirati. Pogoji poleti so sigurno boljši kot pa marsikje drugje, tako da poj nadoknadimo, a ne. Če nam je začetek sezone malo hiter pride, zaradi tega, ker smo pozni na vodi pa neuveslani, pa vemo, da so že aprila, konec aprila ponavadi prve pomembne tekme, potem pa lovimo tisti zaostanek čez poletje in na državnem prvenstvu, ki je ponavadi konec sezone, so že marsikje zelo utrujeni, mi smo pa lih se vlaufali. V formu pa gleda. Ja. Ne, definitivno je Bohinj biser, pač tudi za veslanje, a ne. Polet res, ko prideš gor, sem še en boljši plac poznam, ne. Drugač pa je Bohinj res, tudi drugi hodijo tja, ne, veslači se pripravljati, ne, tudi Blejci utečejo dostikrat veslači v Bohinj, ne, če rabijo mir. Mislim, tudi mi smo imeli letos zgor z U16 ekipo priprave in so bile res dobre, ne. Mislim, da Štela pa Nomarenko pripravlja gor čez poletje, Župančič svojo ekipo, ne. Tam so res... Ja, najboljši slovenski kajakaši, Jošt, Špela, Anja in mladinska ekipa, to so
nekateri so tako rekoč cel poletje tle, no, saj vmes je treba iti na kakšne tekme, ampak dejansko so skoraj celo poletje tle. Tudi veliko pride tekmovalcev iz drugih držav na priprave, veslači in kajakaši. Moram pa reči, no, da je nekako majhen v Bohinju posluh na občini pa na turizmu do tega športa na vodi je mogoče malo premalo. Recimo zdajle se spet pogovarjamo o nekih stvarih, ker omejujejo število trenerskih čolnov na vodi. Zahtevali so, da bi dali vse čolne ven, razen 2 bi lahko ostala, kar je popolnoma nemogoče pa nesprejemljivo za obseg samo našega dela, ne? Se pravi, samo bohinjski klub, pa recimo reprezentanca, pa nekaj teh posameznikov slovenskih, ki sem jih naštel, ker če računaš, da je treba narediti 2 treninga na vodi, katamarani morajo biti električni, kar pomeni, da ne more laufati od 7 zjutraj do 7 zvečer, se mora vmes mogoče še napolniti, če je več kot 2 treninga na dan. In z 2 katamarani to ne moremo pokriti, ne. Poleg tega, da bi radi potem še veslači prišli, pa si sposodili katamaran ali pa še boljš svojega pripeljali, da so nekako neodvisni. Da bi tudi marsikakšni tujci prišli, če bi imeli možnost, ampak se v Bohinju to zgleda ne podpira, no. Ni posluha, bolj jih motimo kot karkoli drugega, no. Ne vidijo neke prednosti v tem, da pride 10 ljudi za 14 dni sem v hotel, pa trenira na jezeru. Ne vem, ali so bolj pomembni tisti Ljubljančani, ki sup na streh pripeljejo, pa se po jezeru fjakajo s supi, pa gužvo delajo. Pustimo to za druge ljudi, da bojo rešili ta problem. Ja, to je pač potem politika, ne, občine, kam se usmeri. Čeprav verjetno dobra promocija pa je, da ti športniki tam trenirajo, ne. Sigurno. Ja, v občinah je zmeraj tako, to odloki, se pravi, po eni strani se varuje narava, po drugi strani odvisno, ne. Zdaj, tudi tam Stane Klemenc, se spomnim, tako jaz nisem, enkrat mi je razlagal, da bo zazidal ob jezeru klub. Si mislil, da eno, pa še, mislim, da je bilo od cerkve zemlja ali nekaj takega. Ja. Jaz sem rekel, ni šans, ne. Ampak Stane je to naredil. Kako pa? Ja, tudi meni, ja. Sem bil takrat že trener, to se je v bistvu prvo leto, ko sem jaz začel delati. Dejansko smo se pod bukvijo preoblačili, no. Imeli smo zagrajen z mrežo par stojal za čolne, tam not so bili čolni, in klopca in to je bilo to, pod drevesom, in če je šel dež, smo se pač tam na dežju preoblekali in šli veslati, in ko smo končali, še enkrat zelo podobno, a ne. No, potem je pa Stane že imel neke ideje pa projekte, pa kako bi pač naredil klubski prostor. In tisto prvo leto, ko sem jaz prišel, se je to začelo nekako realizirati in ne vem, kako celo ratalo. Zdaj imamo krasno hiško, 50 metrov od jezera ob obali, pod Skalco rečemo mi, no, na tem ozemlju prireditvenega prostora. In res je zemlja v najemu od cerkve. Stane se je z njim dogovoril, dobil gradbeno dovoljenje, in taka manjša hiška je zrasla. Tukaj noter ni sicer zelo veliko prostora, a ne, ampak glede na to, da prej nismo imeli nič, smo zdaj zelo veseli. Imamo en večji prostor, ki nam služi tako za garderobo, kot za fitness, kot za skupni prostor, in v zgornjem delu imamo pač nek prostor kot pisarna za sestanke, pa te kajakaške ergometre. Trenutno imamo 3
so v zgornjem prostoru. In nekako nam služi, no, je to, kar rabimo za naš klub, čisto zadosti. Zdaj je pa res, da je kar veliko bilo povpraševanja tudi od tujih klubov, če bi lahko sem prišli onih nam, pa tukaj noter imeli fitness, če delajo poletne priprave. Lih toliko veliko pa ni, zdaj, da bi se vse to dalo razporediti, no, tako da smo pač mogli marsikoga odsloviti. Nikoli nismo rekli za naše slovenske tekmovalce, ne, te so bili vedno dobrodošli, ker so zelo majhne ekipe, nekje tudi sam po eden ali pa po 4-5, recimo te malo mlajši. S tujci je bilo pa nekaj slabih izkušenj, tako da zadnje čase pač rečemo, da nimamo prostora, da ne moramo. Ja, se kaj da se nadame. Ja. Okay, zdaj bi te vprašal pa še tako kot trenerja, kako gledaš na sam program, recimo na otroke, kako ti to pelješ. Tudi vem, kar je treba recimo za U16 postaviti neke kriterije, se pravi, koliko morajo biti dobri, če pridejo v ekipo ali pa pripravljeni. Sicer probamo imeti čim bolj odprto, ravno lani se nam je zgodilo ena taka, mene zelo zabavna, ampak tako, ti si že v jesen rekel, da imaš enega tekmovalca, ki bo prišel zdraven, bo mogoče malo čudno na začetku, ampak po nobenih testih v bistvu v ekipi ne bi mogel biti takrat, ampak si ga vseeno pripeljal s sabo na priprave, tam je celo se vozil v bolj širokem čovnu, še v tistem celo je imel težave, še odplavu. In potem si ti res tu prepoznal talente, v bistvu, če me vprašaš, verjetno super talenta, in je potem čez poletje pa do jeseni ujel vse ostale, in jih celo prehitel, oziroma je zelo konkurenčen, tudi zdaj na slovenskem pokalu tekel na smučeh, to prav tekmovalci. In ti si to videl, prepoznal, ne digitalno, pač analogno, se pravi, si videl človeka, si videl gibanje. Ja. In si na to tudi opozarjal, da je problem pač samo skozi teste gledati, ali pa tudi skozi eno... Ja, zdaj tukaj konkretno, ta problem je v teh kategorijah, ki so nekateri že razviti do konca oziroma zrasli, nekateri pa še rastejo. Po drugi strani so pa to ista leta, ki so nekateri lahko že zelo dolgim stažem veslajo, že po 6-7 let ali pa celo več. Nekateri pa mogoče le leto, dve. Saj, če pri 13 začneš kajak veslati, se da, če si nadarjen, se da zelo hitro ujeti, tako kot konkretno ta fant. In jaz sem puščal zmeraj možnost, da so se mi priključili tudi pri starejših skupinah. Sem imel že mlajšo skupino, pa če je nekdo bil zainteresiran, pa je bil toliko star, da paše k starejši skupini, nikoli nisem rekel, da je prestar. Še posebej, če je bil v kakšnem drugem športu. Če je navajen pač treninga, ni nobena težava. Zdaj, če ni bil v športu, potem se vprašaš, ne veš, kaj pričakovati, ampak vseeno, vsak si zasluži priložnost in zelo hiter trener vidi tekmovalca, ali je iz testa, kako razmišlja, kako se odziva na trening, v parih mesecih se tudi pokaže, koliko napreduje, koliko hiter. In tudi starejši tekmovalci, ki se pozno priključijo v naš šport, imajo možnost zelo hitro ujeti, če si tega želijo, pa če dobijo možnost, če imajo pogoje za to. Razlika je do neki drugi športi, ki so veliko bolj kompleksna gibanja. Zdaj, kajak na mirni vodi je načeloma enostaven šport, za veslaj tak, kot mora biti, ne bi bilo čim več takih istih za veslajem. To ni
ni to smučanje, ki je vsak zavoj okrog Ratic lahko majhen drugačen, ker ti teren visi, ker je drugačen sneg, ker imaš drugačne pogoje in tako naprej. Tukaj vseeno učimo eno stvar in ko se ta zaveslaj nauči, je pač lahko hiter, ne glede na to, koliko časa se ga je učil, ali je rabil celo otroštvo, ali je rabil samo v 8. in 9. razred, da je nekako usvojil tehniko do te mere, da mu dopušča hitrost. Siguren bom pa rekel tako, da je bolj fajn, če dobim nekega mladega športnika, se pravi v srednji šoli. Jaz imam neko interno pravilo za sebe, da pač hočem najprej, da je otrok dober plavalec, preden pride v kajak. En od teh pokazateljev je recimo test, ki ga delajo, mislim, da vse osnovne šole v 3. razredu, oziroma če pa ne, pa vem, da v Bohinju v 3. razredu grejo, imajo pač nek plavalni tečaj, enotedenski tečaj, in po tistem tečaju ne bi preplavali 50 metrov v bazenu, s tem tudi opravijo. In to mi je ena taka varovalka, da rečem tako. In če dobiš zdaj ti tekmovalca v 4., 5. razredu, pa se najprej veliko igraš, pa delaš druge športe, je mogoče vseeno lažje potem pri 14, 15 znati boljše veslati, kot pa enega, ki je šele eno leto veslal. Ja, no, čeprav velika težava pri nam je ta ravnotežje, ker so čolni zelo ozki. Jaz se spomnim, sem enkrat učil enega biatlonca, zelo dobrega, vrhunskega, ki se pelje po tisti tanki smučki po eni nogi, ampak v čolnu imel pa velike težave. Ja, sigurno. Tako da ja, ampak dejansko pa ja, mislim, sej ta giba, ja, sej načeloma je preprosta, se mi zdi, da je pa znotraj tega giba pa toliko enega dela. Je pa Janiča, o temu ne bi ti lahko govoril cel dan o tehniki. Po ene mere pa seveda, je pač en gib, ki gre, da premakneš čoln naprej in ga probaš narediti čim bolj učinkovito. Ja, zdaj mi dva recimo sva letos pripravljala ta letni plan za U16 ekipo skupaj. Je v bistvu fajn se nama zdi, ker je tudi v letnem programu Kajakaške zveze. Sicer budžet ni lih največji, ampak probamo tudi s pomočjo klubov in trenerjev klubskih to narediti tako, da bo dosti ljudi lahko prišlo zraven. Prvo zaradi tega imamo na začetku sezone vse skupaj dosti bolj odprto in potem ožamo proti koncu sezone. Prav zaradi tega, da lahko tudi taki, ki pridejo kasneje ali pa ki se kasneje razvijajo. Tudi lani smo imeli primer tudi ene punce, ki je manjkala recimo na izbirnih, pa si ti predlagal, da se jo vzame zraven, ker je res si videl, da je ta prava, gibljiva, in se je spet izkazalo, da si imel prav. In je težko potegniti to črto v teh letih. Ja, zdaj s to ekipo U16 je nekako lani sva skupaj začela pa postavila temelje, pa speljala sezono. Zelo zanimiva stvar je bila meni to, ki je tako specifična glede tega letnika. Se pravi, lani je bilo v U16 ekipi prostor za tekmovalce stare 2007 in 2008. In na koncu se je tako išlo, da je bilo od 12 tekmovalcev 11 tekmovalcev starih 2008, ker so starejši 2007 jih ni, oziroma niso bili dobri, nek zgfalen letnik, kako bi rekel. In nama je to dalo v bistvu nek malo rezerve, ker smo mladi okrog hodili in tekmovali s starejšimi in se učili in postavili neke temelje za letošnjo sezono. In zdaj v bistvu smo pa starejši, pa eno leto več znamo
in za letos imamo ambicije majhen višje, ali pa dosti višje. Zrasla, moram reči, vsi, ko mi čakamo. Ja. Tekmovalci tudi nastopajo v bistvu v isti kategoriji kot lansko leto, ki so jih na določenih tekmah rečeva povozili, konkurenti. Zdaj pa, če mi izboljšamo sposobnosti, kolikor jih izboljšamo, bo to toliko boljše kot pa v primerjavi z lansko leto. In je v bistvu zelo taka pozitivna injekcija že na začetku sezone, ko veš, da lahko, če dobro delaš, samo napreduješ. Je pa tako, ja, v teh letih so še zelo, bom rekel, take kočljive situacije lahko, kar se tiče, zdaj, eni so že resni oziroma razmišljajo tako naprej, pa pač trenirajo zato, ker hočejo biti boljši in tako naprej. Eni pri 15 še ne vejo glih za kva so tle, ja, mogoče mogoče enemu glavna stvar to, da bo dobil tisti dres, ki ga je videl na Bohinjskem jezeru, na Joštu. Mogoče enemu glavna stvar samo to, da gre pač na Slovaško, ker je ena tekma na Slovaškem, pa še ni bil. Enemu je mogoče to, da bo manjkal v šoli, ker je zdaj v reprezentanci, pa mu bo, ne vem, zdaj imamo kdaj prve priprave, čez en mesec bojo že 3 dni manjkali, pa hočejo ekipo, da mu na tiste 3 dni treba v šolo. Eni pa že zelo, zelo zrelo razmišljajo, in tudi na ta način jih midva probava s temi, bom rekel, s sestanki ali pa z predstavitvami programa usmerjati na to, da je to začetek in nek cilj vseeno ni čez 2 meseca, ampak dolgoročno, da grejo čez srednjo šolo, da, ne vem, pri 18 letih, ko bojo v 4. letniku, pridejo do mladinskega, evropskega ali pa svetovnega prvenstva. In zdaj tisti, prej, ko to vidijo, prej, ko začnejo tako dolgoročno gledati, lažje jim je, oziroma lažje tudi preskočijo kakšno krizico, ki se sigurno še dogaja v teh letih. Pride puberteta, pridejo slabe ocene v šoli, pridejo doma, lahko kakšne težave, ni ta prave podpore ali pa karkoli drugega. Ali pa se zaljubijo in je potem z eno tako glavo, ki je naštelana na majčkeno daljše obdobje, lažje čez te prepreke. Tako da to nekako se probava midva. S tem sva kar dobro, se mi zdi, tudi midva med sabo usklajena in na ta način peljeva to zgodbo teh mladih tekmovalcev. Lani se mi zdi, da sva zelo dobro v bistvu zajela to energijo, ki je bila raztrešena, smo obrnili na skupaj in je skozi sicer, koliko smo imeli skupnega programa, enih 30 dni, Ja, mogoče še kakšen dan več. Ja, da smo skozi ta skupni program v bistvu to energijo v bistvu malo zajezili, dali skupaj, in zdaj mislim, da bo šlo to še bolj skupaj uokvirjeno, hkrati pa so znotraj dosti svobodni in lahko gre sem gor v bistvu, Kar se bo letos naredilo, je ta, da bo zdaj pritisk prišel še od spodaj gora, Mlajši. Pritisk bo od spodaj gor z mlajšimi in načeloma ne bi smelo biti drugače, kot da gre še v kvaliteto, Bo pa verjetno zdaj seveda zmanjkalo prostora za vse, Prej ali slej, ja. Tako da jaz resno računam in upam, letos se midva sva že zastavila, je pa polno prostora še v skupinskih čolnih, na raznih disciplinah, tako da na en kup pa imamo energije, pa tudi se pravi potenciala trenerskega, pa to, da bi lahko res vse to na tako visokem, širokem nivoju peljali. Ja, zdaj letos smo tako zastavljeni, da že lani so kar nekaj trenerjev iz klubov, predvsem teh, ki so tekmovalci tudi bili del ekipe, povabila zraven in so šli tako na priprave kot pomočniki in na določene tekme kot spremljevalci oziroma dodatni trenerji.
to je nujno, oziroma to je treba spoštovati pa gojiti čim več, ker je samo na ta način se lahko ekipa širi, pa tekmovalci iz različnih klubov enakomerno napredujejo. In tudi tako sva letos nekako naredila ta plan, da je določen del tekem in določen del priprav je odprt za več tekmovalcev, tudi tiste, ki niso najboljši oziroma bili izbrani na izbirnih tekmah, da se pridružijo, da imajo možnost sodelovati, da vsaj vidijo, kako skupaj stvar poteka. Zdaj, določen del, pa tiste najtežje tekme, je pa pač treba vseeno že majhen zmanjšati, zato da se lahko tudi kvalitetno naredi s tistimi najboljšimi, ki so za te najtežje tekme, ki so kandidati za najtežje tekme, da imaš določen del priprav lahko majhen bolj specifičen pa usmerjen in se lahko posvetiš tistim tekmovalcem, ki pa vseeno majčkeno izstopajo. No, tako da na eni strani še zmeraj širina in velika ekipa, na drugi strani pa počasi usmerjati in iskati in dati tistem najboljšem mogoče možnost še majčkeno bolj specifičnega treninga. Ja, zdaj lani se tudi spomnim, ko smo četverce dajali skupaj, sploh pri ženskah, tole je bilo kar pestro, imamo zelo zanimivo v bistvu žensko ekipo tudi, 4 dobre tekmovalke, zelo različne, vse, in jih je bilo treba skupaj dati v čoln in se mi zdi, da si ti tle tako dobro vlogo mirno odigral, smo naštelali tiste čolne, Ja. Četverci smo se lansko leto v bistvu bolj kot ne malo pozabavali, no, na eni tekmi smo sicer tudi tekmovali, ampak nekako je bilo usmerjen v letošnjo sezono, tisto, kar smo lani delali bolj v tem smislu, da se pripravimo. Prvič tudi zaradi tega, ker smo bili mladi v kategoriji, drugič pa tudi zato, ker smo pač prvič so zdaj mislim, da vsi ti tekmovalci se usedeli v četverce. No, in fantov sva imela veliko, načeloma celo 8, kar je bilo za 2 čolna in smo potem lahko malo prilagajali. Punce so bile pa samo 4, samo 4 v narekovajih, lih dosti za en čoln, ampak če imaš 4, pač pojmo s 4, tako kot si rekel, zelo različni karakterji. Ja, to je bilo kar v bistvu kar pester projektno. Začelo se je tako, da preden so se od pomola odrinile, preden bi sploh naredile zaveslaj, so se že skregale. Ambiciozne so vse, mislim, zelo pozitivno ambiciozne. Ja, mislim, tako, pač nič ni bilo všeč, ni bilo dosti dobro, meni to, ni, in ja, to pač moraš gledati tako, kot da hočejo boljše, kar je, hvala Bogu, no, ampak nekako je šlo čez te porodne težave. Dobro si bil potrpežljiv da si to, se kar obrnil na nuno stran pomola fantom, smo še raufali. Saj je težko biti, mislim, več kot pa pomagati, pa potrpežljiv biti ne moreš, če hočeš, da pač nekako gre skozi. Druga možnost je, da rečeš, pejte v 3 krasne, pa postavite čoln, pa pejte vsaka v svoj čoln, pa veslejte enojce. Zdaj, to je druga skrajnost, ampak pol nimaš četverca, tako da ti ne ostane kaj drugega, kot da pač poskušaš te različne karakterje nekako vsakega v svoji smeri umiriti, pa da se nekako skupaj pripravimo. Je zanimivo, kako si pelil, ker je v bistvu posameznik v ekipi, in te punce zelo vejo, kaj hočejo imeti, in so potem mogli te ambicije in to v bistvu spraviti v en čoln, pa v eno linijo, in se pač moraš na določenem trenutku prilagoditi, se mi zdi pa, da si jim znal ti to zelo dobro predstaviti, res, in tudi na koncu so zelo dobro odpeljale. Ja, saj na koncu
je bilo veliko strahu na tekmi oziroma pred tekmo, pa neke negotovosti pri tekmovalkah, ampak pol, ko je bilo treba tisto odveslati, je vseeno ratal toliko fokusa, da so se nekako spravile v čisto redu gibanje in čovanje vseeno funkcioniral in sorazmeroma dosti hitro šel, glede na to, koliko malo smo imeli možnosti sploh trenirati, ne. Ja, fantje pa čisto druga stvar, ne. Fantje so pa bolj prilagodljivi, ali ko naj rečem, no, fantje so si samo želeli pač veslati, ni bilo, nobeden ni kaj veliko jamral, ki je, ne vem, ali imel občutek, da če bo jamral, da ga bomo dali stran, ali da ga en drug zamenjal, ne vem kva, in smo nekako poskušali različne možnosti, tudi malo zamenjati in vsi so bili nekako potrpežljivi, vsak se je trudil zase, tako rekoč nobenega kreganja in lepo smo delali, no. Ni bilo zdaj to neka pravljica od začetka, ne, ampak pač prilagoditi se, reševati težave, pomagati, ampak v bistvu je to čisto normalno, a ne. Saj, je pa zdaj pa druga sezona, novo leto, eno leto starejši in zdaj so pa nove ambicije, ki upam, da nam v tem četvercu tudi dvignejo tako moralo v ekipi kot kvaliteto, kot mogoče tudi kakšen rezultat na tekmi potem z tega dobimo in tako naprej. Ja, jaz tudi mislim, da smo dobro oddelali zimo, ne. Se pravi, tudi Grega Ponomarenko, ne, ki nam zmeram pomaga, pa zmeram, oziroma pomaga, saj je priključen zraven ekipi, a ne, pa Beno Sakač, jaz upam, da se bodo še drugi, a ne, Max se zelo zanima, a ne, ima tudi dosti tekmovalcev z ljubljanske strani, tako da je zdaj že prvi trening, ki ga imamo skupnega 23.3., ne, mislim, da bo kar dosti energije že zbrano na kupu, imamo odprt trening, pričakujemo vsaj 20 do 25 tekmovalcev, da bo prišlo, ne. Tako da, ja, jaz tudi tako mi čakam, da se sezona začne in bomo imeli kar dosti pestro, se mi zdi, no. Ja, urnik je dosti nabit in tudi zelo zanimivih prigod zna biti, ne. Ja, bi še kaj rekel, no, glede tega? Ja, se veselim sezone, no, s to ekipo, upam, da bomo delali tako, kot smo si zamislili in že lani je bilo v redu, letos verjamem, da bo še boljše. Ja, je pa zmeram tudi težko delati te selekcije na koncu, kaj treba, so težki trenutki, kaj treba komu reči, pač ne greš v čoln, ne greš v kombi, ne moreš iti na tekmo, a ne. Tle se mi tudi zdi, da si ti lani zelo dobra pravila postavil, ne, ni jih lahko mladim reči, pogledati v oči in reči ne, ne. So tudi zelo težke sestanke smo imeli, ne, ampak mislim, da so tako dobro sprejeli lani, ne, tudi potem prišli trening, tisti, ki so izpadli iz ekipe kot sparring partnerji, ne, so že kar dozoreli te tekmovalci, ki so lani z njimi delali, no. Ja, to je, vedno je zoprn del tisti, ker treba ekipo pač nekje ožati. Vemo, da so pač na določenih tekmah omejena mesta, ki jih pač samo toliko in toliko iz reprezentance lahko nastopi, na določeni tekmi eden na disciplino ali pa dva. Omejeni smo tudi tam, kjer ni na tekmah omejitev, seveda so poje druge omejitve, a ne, imaš finančni budžet, potem imaš kombi, koliko je prostora oziroma koliko tekmovalcev lahko gre in je nekaj pač treba potegniti črto, a ne. In tisti, ki so pod črto, pač ne morejo zraven. In tle je dobro, da je v bistvu na začetku ima prekinila. Preden se malo naprej. Preden se začnejo resne stvari delati, da se postavi pravila oziroma neke norme, kaj je treba tekmovalcem narediti, da pridejo v ekipo, ne. In če oni že od začetka to vejo, se bojo bolj trudili in
in tudi na koncu potem ne bo toliko hude krvi, bo pač realno mogel priznati, če bo videl, da je pač nekje zaostajal in da ima nekdo drug boljše dosežke. Ne? S temi testi, ki jih tekom sezone delamo, se pač ekipa potem oblikuje. In ja, včasih je pač težko, kakšen tekmovalec si želi, tudi trener si želi, da bi bil, ampak nekaj je pač črta in zdaj, če znaš to potem prenesti naprej, pa da to ne gre v neko frustracijo, pa v neko negativno razmišljanje, ampak da se to spremeni v motivacijo, pa nadaljnji trening, zato da boš pa naslednjič. Potem je lahko to zelo pozitivno, tekmovalci lahko napredujejo na ta način. Včasih je še težje mogoče kakšnim trenerjem, ki niso toliko aktivno vključeni v sistem, pa imajo nekega tekmovalca, pa potem zvejo, da pač vse ni v ekipi, pa jih zanima, zakaj zdaj ni v ekipi, pa kako smo se to odločili, pa mogoče včasih še, ali pa celo staršu kakšnemu, da jim pač ni jasno, no, oziroma ne vejo zakaj, ampak če imamo mi pri sebi pravila postavljena, pa ekipa, s katero delamo, da te pravila ve, potem ponavadi ni večjih težav. No. Ne, jaz edino tle vidim, ima težave, ker če zelo digitalno postavimo pravila, potem zmanjka to, kar smo prej govorili, analogno, da prepoznaš talent, da ga počakaš, zelo, recimo, spomnim, da je Živa Cankar, recimo, zaščitila, ga peljala skozi otroštvo, ker na začetku ni bil toliko perspektiven, in no, pa zdaj poglej, ne. In če bi imel takrat enega trenerja, ki ga ne bi spodbujal, Simona ne bi bilo v kajaku. In se mi zdi, da tle je pa potem kar umetnost to. Ja, tle je v bistvu zelo veliko tem, koliko široko poznaš tekmovalce. Zdaj, lansko leto sem jaz v bistvu poznal iz prejšnjih kategorij, ko so bili dečki, tako rekoč vse tekmovalce, ki so nastopali na slovenskem pokalu in imel že zelo dobro sliko, kdo bi bil sposoben za ekipo, in na ta način nekako malo pogolfal, nekako pred sezono postavil pravila in naštel neke števila, koliko tekmovalcev se bo vzel, glede na to, koliko se mi jih je zdel primernih. Se pravi, če jih poznaš, se lahko jim majhen prilagodiš, zdaj, če nisi obremenjen s kakšnimi manj priljubljenimi priimki, klubi in tako naprej. Jaz načeloma nimam teh težav, iščem samo dobre tekmovalce, me ne zanima, iz katerega kluba ali pa od katerega starša ali pa karkoli je. In če na začetku veš, kaj je bazen, iz katerega boš črpal, lahko na ta način majhen pogolfaš. Zdaj, če je 8. tekmovalec je lahko zelo dober, kar pomeni, da zaostaja za prvim minimalno, lahko pa zaostaja zelo veliko za prvim. In zdaj, če imaš ti 8 mest, je pa zelo različno lahko velika ekipa. In zdaj, če narediš tako, da pač dobiš tekmovalce, da so dosti dobri, boš pač mogel s tem številom mest nekako omejevati. In na ta način se potem da tako narediti, da pridejo tisti v ekipo, ki morajo. Je pa res, da ne smeš biti tukaj nekako obremenjen z določenimi stvarmi. Ja, se strinjam zelo, ja. Andraž bova počasi končala, se bo treba iti na trening, da bomo še tudi kaj naredili. Sem še nekaj, imaš kakšen nasvet recimo za vse mlade, tudi v slalomu, tudi v krosu, recimo, glede življenja, glede športa predvsem, zdaj v teh kritičnih letih. Ja, zdaj za mlade, sigurno na svetu lahko dam kar nekaj, ampak
če greva malo po vrst, dajva se tako usmeriti v osnovnošolce, a ne. Jaz predlagam osnovnošolcem, da naj trenirajo zaradi veselja, naj si najdejo v klubu skupino, s katero se dobro počutijo, se pravi, da bojo hodili na treninge zaradi veselja, do druženja, do skupine. Predlagam jim tudi, da se s trenerjem pogovarjajo in mu povejo, kaj jim je všeč, kaj radi delajo, ker na ta način jim bo trener prišel nasprot. Ne more seveda se zdaj tekmovalec zmišljati kakšen trening, a ne, trener vseeno pač mora biti glaven, ampak siguren se da zelo veliko pomeniti po treningu za naprej, a ne tisto, da pač pride tekmovalec na trening in reče, dajmo danes pa to, a ne, ampak da po treningu trenerju poveš, kaj je bilo fajn, kaj ni bilo fajn in kaj bi bilo dobro za naslednjič. In zdaj, če to naredi celo neka skupina tekmovalcev, a ne, in če se zelo z neko zdravo komunikacijo s trenerjem pogovarjaš, se tudi trener sigurno lahko prilagodi, mogoče ga celo motivira, da se majčkeno bolj posveti in pripravi nek trening, ki bo všeč tekmovalcem. In na ta način bo vse skupaj boljše, ne. Trener bo bolj zadovoljen, tekmovalec bo rajši na trening prišel, pa še sam trening bo boljše narejen, bolj učinkovit in na ta način se bojo tekmovalci izboljšali. Tako da za osnovno šolo, dajmo reči samo tako, dajte trenirati z veseljem, ne se bati tudi drugih športov, sploh če imate trenerja, ki je pripravljen vas peljati na kolesarski izlet, vas peljati na tek na smučeh in v hribe. Ne se izogibati teh treningov, tudi če ti ni za kondicijo, pa ti ne pašejo pohodi, pojdi zraven, nikoli ne bo tako hudo, zmeraj te bojo počakali, a ne. In ker na dolgi rok to potem zelo koristno. Vprašajte starejše tekmovalce, tisti, ki znajo delati veliko stvari, jim je veliko lažje potem trenirati. Tako da to se je najboljše naučiti kot mlajši, ki si nekako, lažje se boš naučil teči na smučeh, lažje se boš naučil plavati, če boš šel na plavalni trening s trenerjem kot osnovnošolec, kot pa potem starejši, in potem boš lahko to vključeval v svoj trening tudi v bodoče. Zdaj za tiste tekmovalce, ki so pa že nekako, recimo v srednji šoli, zreli toliko, da imajo svoj cilj, pa ni nujno, da je zdaj to cilj, da bo svetovni prvak, a ne. Lahko so to čisto neki taki interni cilji. Vam pa svetujem predvsem to, da si sami pri sebi neke cilje postavljate, da imate željo, ker to vam bo pomagalo iti skozi trening, takrat, ko je malo težji, skozi obdobja, ko imate malo krize, ali se ne čutite dobro, ali ste utrujeni, ali pa so kakšni drugi problemi. In te neki daljši cilji, ne glede na to, koliko visoki so, ne, dajte si realno postaviti. Te cilje zasledujte, pa bojo potem tudi te časi, ki pridejo majhen težji, šli lažje mimo in se boste vrnili nazaj v trening, ki bo potem spet vam v veselje, ki se boste dobro počutili, ki boste veseli šli na trening, ki boste zadovoljni, ki ga boste naredili. In to je tisto, ki nekako največ šteje, da se dobro počutite, pa da uživate. In če bo tako nekako vaš trening potekal, potem bo tudi rezultat prišel. Vemo pa, da ne morejo biti vsi svetovni prvaki, a ne. Zdaj tisti, ki so na takem nivoju, pa ki tako razmišljajo, bojo lažje do tega prišli. Tisti, ki si pa samo želijo preveslati Bohinjski jezer do Ukanca pa nazaj, je pa tudi to nek cilj, ki bo lažje dosegljiv, če ga boste spremljali pa zasledovali pa
se osredotočali na to. Tako, mogoče, no. Super. Andraž, hvala, ker si vzel čas, da si delil še svoje znanje, izkušnje, mišljenja. Ja, Da se malo vidva. tako. Sezona se bo čas začela, tako da, oziroma zdaj, ko je ta podcast bo zunaj, se bo v slalomu že začela. Mirno daši bomo pa tudi malo začeli. Hvala, pa se vidimo. Tako, ja. Hvala tudi tebi, no, za vabilo, pa upam, da bo kdo najdel kakšno dobro stvar iz najnega pogovora, pa da mu bo kaj koristila. Ja, verjamem, da se nabira počas, kakšne besede, kakšni stavki, nekaj se bo že prijelo. No. Je pa treba kakšno stvar večkrat slišati, pa drugače slišati. Tako. Informacijski vakuum deluje, tako da ene stvari pač noče slišati. Ampak počas bo že, kakor v kakšnem obdobju. Ne. Andraž, hvala. Ja, hvala tudi tebi. Srečno. Tudi vam, lep pozdrav. Čau. Živijo.